sem vesel, da nas je kar nekaj tukaj na tem mediju. Še bolj vesel bi bil, če bi se znašli na naši fakulteti, ali naj bo to v Ljubljani ali v Mariboru. Sem predvsem vesel zato, ker vas je toliko, ki išče ne samo zase, ampak tudi za druge neko trdnost in gotovo v življenju. Sami vidimo v zadnjih 2 letih, kako je naše življenje krhko, kako je naše življenje ranljivo in kako kljub temu, da smo in k sreči smo razvili, in pri tem je gotovo sodelovala tudi teologija kot eden najstarejših študijev, da smo razvili znanost, da nam lahko pomaga, pa vendar je to bistveno premalo. In zato je študij teologije v taki ali drugačni obliki predvsem iskanje tiste trdnosti, ki jo drugi študiji ne morejo dati. In trdnost, ki je zasidrana v tradiciji, trdnost, ki je zasidrana tudi v pogledu naprej, da išče in poskuša človeku ponuditi v teh razmerah nekaj, kar mu bo dajalo upanja in mu dajalo tudi gotovosti, da ve, kdo je, kam gre in zakaj je tukaj. In študij teologije v vseh oblikah ponuja v temelju ravno to in vam želim, da bi, če ste že tukaj, prišli prav zaradi tega. Ne toliko, da dobite diplomo, vse je potrebno in upam, da boste pridno študirali, vsi profesori si to želimo, ampak da dobite tisto temeljno izkustvo, ki ga že tisočletja prenašamo s teologijo, da je življenje zasidrano in trdno v neki večji gotovosti, kot smo mi sami. In bi najprej seveda pozdravil tudi imenu, ker ne vem, koliko poznate, imamo 2 oddelka. En oddelek je v Ljubljani in en oddelek je v Mariboru in morate vedeti, da je oddelek v Mariboru starejši kot ljubljanski v tistem institucionalnem smislu. Enota v Mariboru je skrita na tej sliki, vidite samo cerkev, tukaj za cerkvijo je pa ena lepa zgradba, v kateri je zelo domače in tam je Slomšek, ko je prenesel škofijo, tudi začel s teološkim študijem, tako da je starejši, kot pa je dejansko organiziran v okviru Univerze v Ljubljani, tukaj na oddelku v Ljubljani. Tako da lahko razmišljate o eni in drugi lokaciji in ste dobrodošli tudi v Mariboru in boste še kaj več o možnosti študija v Mariboru izvedeli kasneje. Toliko za začetek in lep pozdrav še enkrat. Hvala lepa dekanu za te uvodne besede. Na naši teološki fakulteti lahko študirate na 1., 2. ali 3., to je doktorski stopnji. Torej, današnji informativni dan predvsem želi nekoliko prikazati prvo stopnjo in enoviti študijski program, imamo pa seveda tudi več programov tako imenovanega vseživljenjskega učenja, kamor se po zaključenem primarnem študiju navadno po več letih dela v poklicu vračajo tisti, ki bi hoteli dopolniti ali pa poglobiti svoje znanje in usposobljenost na določenih konkretnih področjih. Tukaj bi morda med temi samo posebej izpostavil tale študijski program za izpopolnjevanje karitativno in humanitarno delo, s katerim lahko diplomanti naših teoloških programov pristopijo tudi k strokovnemu izpitu iz socialnega varstva. Torej, danes vam pa predvsem želimo predstaviti te 3 študijske programe, ki se začenjajo tukaj, recimo, da se po srednji šoli študij na naši fakulteti časovno začne pri tej rdeči črti. In sicer imamo enoviti magistrski študijski program teologija, teološki in religijski študij, to je tale na sredini moder, in potem dvodisciplinarni študijski program teološki študiji. Skrbniki, ki smo na fakulteti odgovorni in skrbimo za te programe, bomo torej predstavili te programe in potem v nadaljevanju vas bomo seveda prosili tudi za vaše vprašanja. Vprašanje lahko že med tem seveda zapišete v klepet oziroma v chat in bomo skušali morebitne stvari odgovoriti že sproti ali pa potem na koncu v razpravi. Seveda naj ob tem povem, da vse podrobne podatke o naših študijskih programih, predmetnike, sestavine programov, predavatelje in vse ostalo vedno lahko najdete na naši spletni strani. Torej, ob koncu bo čas za vprašanja. Besedo pa v začetku predajam skrbnici našega enovitega magistrskega študijskega programa teologija,
profesorici doktorici Mariji Karmeli Palmisano. Karmen, prosim. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Z veseljem vam predstavljam kot skrbnica program enoviti magistrski program druge stopnje teologije. Sama učim na Teološki fakulteti svetopismo, to je moje področje. Pravim, da z veseljem vam predstavljam ta program, ki je osnovni, kakor je bilo že rečeno, prvi program, ki je nastal na Teološki fakulteti, na slovenskih tleh in tudi na splošno, tudi po svetu. Prvi teološki program, ki je nastal, je 5-letni program, torej nedeljiv, in je program, ki je, tukaj na kratko bom predstavila, komu je namenjen, kakšne so vsebine, kakšne so možne zaposlitve. Najprej pogledamo, kako je program, se pravi, kdo se lahko vpiše. Torej, program traja 5 let, kar pomeni 10 semestrov. Potrebno je izpolnjevati enega od teh pogojev, se pravi, pri vpisu torej imeti splošno maturo ali pa poklicno maturo v katerimkoli srednješolskem programu, in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti isti, kot ki je že študent opravil pri poklicni maturi. Naslov, ki študent pridobi na koncu tega študija, 5-letnega študija, je torej magister ali magistrica teologije. Zdaj pa pogledamo, komu je ta program namenjen. Torej, namenjen je vsem, ki si želijo poglobiti teološko znanje, torej se soočati s temeljnimi besedili z področja krščanstva, nekrščanskih verstev, filozofije, drugih humanističnih ved. Torej, tukaj na poseben način delamo z viri, ne? Torej, odkot izhaja naša vera, odkot izhajajo monoteizmi, torej se soočamo s študijem Svetega pisma, tudi z biblično arheologijo, pa tudi z humanističnimi vedami, filozofijo in tako dalje. Torej, namenjeno je vsem, po drugi strani pa na poseben način je pa program je namenjen duhovniškim in redovniškim kandidatom in laikom, zanje je pa obvezna formacija v pripravi na duhovništvo. Zdaj pa pogledamo, kako je sestavljen program. Torej, v programu, tukaj bi lahko rekli, da je malo obratno, kot običajno smo navajeni pri bolonjskih programih, imamo običajno 3+2, tukaj pa imamo 2+3. Se pravi, imamo en osnovni 2-letni študij filozofije, ki omogoča, da poznavamo človeka in njegovo razmišljanje iz različnih perspektiv, kar pomeni, da tukaj začnemo s človekom. To se mi zdi, da je zelo važno poudariti. Torej, kdo je človek, kako razmišlja in tako dalje, katere so vede, ki so vključene v te različne poglede na človeka. To 2-letni študij, torej pretežno je študij filozofije, hkrati pa že začnemo tudi z nekaterimi drugimi predmeti. Temu 2-letnemu študiju pa sledi 3-letni študij teologije. Tukaj pa se osredotočamo na ta element, se pravi, kako je Bog govoril človeku v teku zgodovine, in zato se soočamo z viri, z Svetim pismom in z drugimi viri. Se pravi, tukaj nas zanima, kakšen je Božji načrt za človeka. In v sredini te pozornosti pa poznavanje Jezusa Kristusa in Cerkve. Torej, začnemo s človekom, se osredotočimo na to, kar Bog želi za človeka, v sredini je pa Jezus Kristus in Cerkev, in potem se v nadaljnjem študiju osredotočamo ponovno na človeka, ampak o tem, ko razmišljamo, kaj je Božji načrt za človeka, želimo potem osvetliti vsa področja človekovega življenja, in zato govorimo tukaj o aplikativni teologiji. Torej, aplikativna teologija se sooča z različnimi vprašanji današnjega časa, torej na osebni ravni, socialni ravni, etični ravni, se vprašamo, kaj je moralna teologija, na primer, torej etično vprašanje, pa tudi se soočamo z kulturnimi izzivi današnjega časa, tudi z političnimi problemi. Se pravi, da teologija je odprta za vsa področja in vsa vprašanja, temeljna vprašanja življenja človeka. Potem, če pogledamo zdaj, katere so možne zaposlitve, to je vprašanje, ki vas zanima na poseben način. Torej, znotraj Cerkve duhovniki in redovniki so lahko zaposljivi v cerkvenih službah, pa tudi laiki
v manjšem obsegu verjetno, ampak vsekakor tudi laiki, pa ne samo znotraj cerkve, so tudi zaposljivi na drugih področjih, kot so versko, karitativno, socialno, za vzgojno dejavnost. Mnogi pa tudi delajo v javni upravi, na političnem področju, v medijih, v založniških hišah, tako da kot vidite, spekter je dokaj odprt in tako da možnost je veliko. Znotraj tega pa gotovo moramo tudi upoštevati, da pretežno pa ti ljudje, ki tukaj končajo ta študij, so zaposljivi predvsem v cerkvi, v cerkvenih službah. Možnosti pa so tudi druge v družbi. To na kratko povedano te osnovne informacije. Lepo se zahvaljujem za pozornost. Če imate vprašanje, pa sem na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Palmisano. V nadaljevanju naslednji študijski program, ki bi ga predstavili, sem tudi skrbnik tega študijskega programa, je teološki in religijski študij. Ta študijski program traja 3 leta, izvaja se v Ljubljani in tudi na enoti v Mariboru. Študentke in študentje pridobijo, bi lahko rekli, temeljna znanja z področja krščanstva, drugih religij ali pa drugih verovanj, kulturne zgodovine in etike. In kot je bilo že nakazano, tudi pri tem študijskem programu se zavedamo oziroma odkrivamo, kako je cilj teologije bil od vsega začetka iskati izhodišča ali pa temelje človekovega bivanja, odkrivati, kdo pravzaprav sem, ne človek, zakaj človek živim, kako naj živim kot človek in kako kot človek potem živim tudi v odnosih, v odnosu s seboj, ne, z okoljem, z drugimi, s presežnim, z Bogom. In mislim, da bi lahko rekli, da je v tem smislu študij na tem študijskem programu teološki in religijski študij predvsem študij odnosov. Odnosov med človekom in človekom, med človekom in transcendentnim in tudi odnosov med religijo in religijo. Torej, učimo se reševati vprašanja, ki jih te teme odpirajo pri posamezniku, v družbi ali pa širše v verskem občestvu. In pri tem se tudi na tem programu teološke vsebine prepletajo z osebno izkušnjo, to se pravi z izkušnjo študenta med študijem in predvsem s to refleksijo o svoji lastni osebnosti. Študij je izrazito, bi rekel, interdisciplinaren, torej po osnovi humanističen in se prepleta tudi z drugimi področji, kot so zgodovina, filozofija, umetnost in hkrati posega na področje družboslovja. To so pa mogoče discipline, ki so močno prisotne, kot so psihologija, sociologija, vzgojne vede in drugo. Torej v študiju spoznavamo krščanstvo, judovstvo, islam in tudi druge religije. Sveto pismo, učimo se o prenosu verskega sporočila, o teorijah in praksah vzgoje, izobraževanja, o temeljnih pojmih didaktike, metodike, o učnih metodah, sredstvih, pripomočkih, duhovnem vodenju posameznika in občestva in podobno. Torej, študij bi rekel, da zagotavlja eno široko, splošno humanistično izobrazbo, omogoča poglobljeno razumevanje človeka in družbe, hkrati pa usposablja za delo in poslanstvo na zelo različnih področjih, kot že prej omenjeno tudi na področju socialnega dela z opravljenim dodatnim programom. Po končanem 3-letnem študiju študentke in študentje dobijo naziv diplomantka oziroma diplomant teoloških in religijskih študijev in potem praktično večina diplomantov in diplomantk nadaljuje študij na naši fakulteti, na drugostopenjskih programih, to se pravi magistrskih programih zakonski in družinski študiji oziroma religiologija in etika ali pa na drugostopenjskih sorodnih programih na drugih fakultetah. Mogoče toliko za začetek o tem študijskem programu teološki in religijski študiji. V nadaljevanju spet prosim za besedo našega dekana, ki je pa hkrati tudi skrbnik dvopredmetnega študijskega programa. Hvala za besedo. Naš dvopredmetni, kaj to pomeni dvopredmetni program? Pomeni, da
se vpišete tako na teološko fakulteto kot na filozofsko fakulteto. To je edini program, kjer lahko študirate na 2 univerzah celo. Če se v Mariboru vpišete na ta program, pri nas na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, se vpišete v Mariboru na Mariborsko univerzo na filozofsko fakulteto. Najprej bi, komu je namenjen? Namenjen je tistim, ki že imate neko vizijo, kaj bi radi študirali, od jezikov, geografije, zgodovine, slovenščine, zelo različni programi na filozofski fakulteti, hkrati pa si želite ohraniti tudi neko globino življenja, svoje trdnosti, zaksidranosti v recimo krščanstvo, ali pa vas to zanima, ni nujno, da ste sami, ali pa vas zanima. Priporočil bi predvsem tistim, ki ste prepričani, da za vas je recimo študij angleščine in da boste od tega tudi živeli. Hkrati pa bi ostali radi aktivni tudi v župniji in bi radi to delali kompetentno, ali kot animatorji, kateheti, pastoralni sodelavci, tako ali drugače, in boste dobili tako izobrazbo angleščine, kot tudi izobrazbo teologije. Res je tukaj skrčeno, je polovica, ne delate 2 programov, delate en program, ki pa ima 2 smeri, tisto na filozofski in pri nas, vendar v teh 90 kreditov, če je na drugih 180, je tukaj na 90 kreditov res izbrano tisto, kar je bistveno tako za razumevanje človeka, razumevanje Svetega pisma, teologije in predvsem verstev, ker s tem seveda vi še ne morete po prvi stopnji stopiti v šolo, ker tudi na filozofski fakulteti vam bodo isto rekli, morate nadaljevati na drugi stopnji, da lahko delate v šoli. Vendar zakaj verstva, je poudarek na verstvi, ravno zaradi tega, da dobite kompetence za poučevanje v osnovni šoli predmeta verstva in etika in državljanska in domovinska kultura in etika. S tem pridobite zmožnost za to. Zato res vabljeni, da predvsem premislite, tisti, ki ne veste, kaj vi dejansko ste v precepu, da izberete to smer, ker vam bo ponudila, da zadovoljite tako, recimo, če vas vleče neko smer na filozofski fakulteti, kot da ostanete res v globini teološkega študija in si odprete neko perspektivo tudi za aktivno življenje v verski svoji skupnosti, ker tukaj ne misliš, da je to omejeno zgolj na katoliško izročilo. Smo imeli kar že nekaj študentov iz različnih verskih krščanskih skupnosti, ki so zaključili ta program in uspešno sedaj delujejo v svoji verski skupnosti, ker je seveda na drugi stopnji predvsem poudarek ravno na tej pedagoško-pastoralni dejavnosti. Toliko za začetek. Če bo kaj več vprašanj, pa seveda dobrodošli in bom vesel, če se vidimo pri tej smeri študija na naši fakulteti. Hvala lepa, Janez. Toliko zelo na kratko o teh 3 študijskih programih. Zdaj v nadaljevanju bi se premaknili malo bolj na, bi rekel, tehnična vprašanja, osnovni podatki o tem, kako pa pravzaprav pridete na našo fakulteto, kako začnete študirati. In bi zdaj v nadaljevanju prosil za nekaj besed o tem gospoda Miha Pateta, ki vodi referat v Ljubljani, in Jernejo Antle, ki vodi referat v Mariboru. Nekaj besed o tem, kako poteka vpisni postopek, kaj je potrebno storiti, v katerih rokih je potrebno storiti in tako naprej. Miha, najprej kar tebi, prosim. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Drži. Se pravi, študentje boste postali z vpisom na fakulteto, in referat je tisti prostor na fakulteti ali pa tista pisarna, ki ureja vse te formalne postopke v zvezi s študijem. Se pravi, od samega vpisa pa vse potem do konca študija, ko študij zaključite. Kar se tiče samega vpisa, sta predvidena 2 postopka, in sicer najprej je prijava na študij in potem samo vpis. Vmes pa je tako imenovani prijavno-sprejemni postopek. Po redni poti sta predvidena 2 prijavna roka, ki bosta potekala eden
bo odprt 15. februarja, se pravi čez 4 dni, in bo odprt vse do 18. marca. In šele potem, v drugi polovici julija, bodo znani rezultati, se pravi, kdo je na študij sprejet in kdo ne, in potem v prvi polovici avgusta poteka sam vpis. Potem drugi prijavni rok bo pa v drugi polovici avgusta, in sicer bo odprt od 19. pa do 23. avgusta. Sam vpis za sprejete kandidate bo pa potem potekal v drugi polovici septembra, natančneje od 22. do 30. septembra. Skratka, vse prijave potekajo preko tako imenovane aplikacije EVŠ, to je nekakšna centralna aplikacija, ki je v uporabi za vse fakultete oziroma vse univerze v Sloveniji. Prijave potekajo izključno elektronsko, po elektronski poti, skratka, tako da ni nobenih papirjev ali česarkoli drugega, ampak vse zadeve izpolnjujete in vlagate elektronsko. Poleg teh dveh prijavnih rokov, ki sem jih omenil, obstajajo tudi še drugi prijavni roki, ampak so specifični prijavni roki za neke specifične primere, naprimer prijavni rok za diplomante, potem prijavni rok za vzporedni študij in tako naprej. Zdaj, če ima kdo kakršnokoli tako specifično situacijo, predlagam, da potem na koncu vprašate, če vas karkoli konkretnega v zvezi s tem potem še zanima. Vse to, kar sem zdaj razlagal, oziroma bolj na kratko povzel, je zapisano v razpisu za vpis, zato vam toplo priporočam, preden začnete izpolnjevati prijave, da najprej pogledate, preberete razpis, kjer so vse te zadeve natančno, podrobno opisane, in če boste sledili vsem tistim navodilom, potem načeloma ne bi smeli biti kakšnih večjih težav okrog same prijave in potem tudi samega vpisa. Toliko z moje strani v zvezi s temi prijavno-sprejemnimi postopki. Besedo sedaj predajam svoji sodelavki Jerneji, ki pokriva referat v Mariboru, da vam bo potem tudi pokazala na naši spletni strani, kje lahko dobite vse te podatke, vse te informacije. In to je to. Evo, Jerneja, izvoli. Hvala. Torej, dobrodošli, vabljeni tudi na enoto v Maribor in lep pozdrav štajerskega konca. Torej, v lanskem letu smo našo spletno stran prenovili, kar pomeni, da boste informacije našli še hitreje. Če si odprete meni študij in izberete dodiplomski študij prvo stopnjo, takoj pridete do nekih osnovnih informacij o naših študijskih programih. Če vas zanima določen program, si lahko odprete tudi na koncu, imate po kompetencah in zaposljivosti predstavitveni priročnik, kjer so zbrane res tiste zelo natančne informacije o posameznem programu. Sicer pa vam bo zdaj trenutno najbolj prišel prav tale gumbek vpis. Če nanj kliknete, dobite povezave do prijavno-sprejemnih postopkov, do razpisa za vpis, ki ga je omenjal tudi kolega Miha, kjer si preberete vse pogoje. Potem do spletnega portala EVŠ, ki je ena taka zelo hvaležna baza vseh podatkov, ki se tičejo študija, do financiranja, statusa, subvencionirane prehrane, bivanja. Z enostavnim klikom na prijava za vpis pa oddate tudi prijavo za vpis na našo teološko fakulteto. Če bi imeli kakšno vprašanje oziroma česarkoli na strani ne najdete, ste lepo vabljeni, da nama pišete na referat ali v Ljubljano ali v Maribor. Vsekakor bomo veseli vaših vprašanj in hvala. To bi bilo z moje strani. Hvala lepa, Miha in Jerneja. Zdaj v nadaljevanju bi prosil za besedo še študente. Torej, mi smo zdaj zelo v grobem z enega zornega kota skušali pokazati oziroma povzeti, kako življenje na fakulteti in vsebina študija
Izgleda seveda se pa v času študija ne dogajajo samo študijske vsebine, ampak imajo študentke in študentje med študijem pri nas seveda različne možnosti, tako mednarodnih izmenjav v okviru Erasmusa, različne obštudijske dejavnosti, tako na sami fakulteti, kot v okviru univerze. Mi smo sicer majhna fakulteta, tako da se med seboj pravzaprav vsi študenti in profesori pretežno poznamo, tako da ko pridete k nam, vsaj nam se tako zdi profesorjem, da se poznamo vsi, da niste številka, ko pridete. Ampak dobro, to je naš pogled. Zdaj bi pa prosil, imamo s seboj, je tukaj z nami tudi gospod Rok Danko, ki lahko z zornega kota študentov pove, kako to izgleda, študij na Teološki fakulteti. Rok, prosim. Ja, hvala za besedo. Pa lep pozdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Zdaj, po mojem bo najlažje povedati, kaj v študiju, če vas dejansko kaj zanima, tako da ste res povabljeni, da v chat napišete kakšno vprašanje, zato ker s tem bom pa zadev dejansko tisto, kar vas zanima, ampak pač na splošno, tako kot je prodekan že prej povedal, smo manjša fakulteta, ne. In to s sabo prinese mogoče kakšne minuse, ampak predvsem pa študenti o tem vidimo en pač tak velik plus. Res se vsi poznamo med sabo, tako da v bistvu tudi sam študij je veliko bolj domače se počutiš. Jaz imam izkušnjo še iz 2 drugih fakultet, kjer imam res pozitivne izkušnje, ampak tole se mi zdi vseeno čist ena taka druga pozitiva, drugo vzdušje. S profesorji, ja, res se poznamo, dejansko vsi med sabo približno, in tudi profesorji nas poznajo in zaradi tega je tudi ta komunikacija je res, lahko rečem, na nivoju, ko pride do nekega konflikta, ga znamo tudi rešiti na res eni taki človeški ravni in za kar smo študenti res hvaležni. Zdaj, sam študij pa tako. Vsaj, kakor se jaz spomnim, ko sem iz srednje šole se vpisoval na faks, me najbolj zanimalo, koliko je težko, koliko se je treba učiti, pa tako. Se veste, da v bistvu preprostega odgovora na to ni. Vsak posameznik je malo drugačen, ampak pač morate vedeti, da faks lahek ni, najtežji pa tudi sigurno ne. Tako da, kar se pa tiče samih morda še tole, ki je bilo že omenjeno obštudijskih dejavnosti, ne vem, na drugih faksih vam bojo študenti najprej povedali, da se začne s to zabavo, pa konča z ono zabavo. Tega pri nas, verjetno to botruje temu, da nas je res malo manj, glih ni, ampak sigurno imamo pa toliko drugih popestritev. Zdaj smo se sami študentje, na našo pobudo se je začel razvijati in zdaj probamo do naslednjega leta en, na primer, filozofski krožek, potem v času adventa in v času božiča imamo razna skupna srečanja, organiziramo čajanke, organiziramo skupno druženje študentov, skratka, dobro, vse veste, lani od tega praktično nič ni bilo, a ne. Na Zoomu se čajanke vsaj v neki dobri obliki ne da organizirati, ampak hočem reči to, sodelujemo skupaj in ohranjamo to vzdušje in je pač res super, Zdaj pa tukaj vidim, da v chatu je res pošteno vprašanje. Okej, ja, pa ni zame, to bojo pa drugi. Tako da ja, zdaj pa res, če vas kaj zanima, jaz sem to tako malo na hitro povedal, ampak dobrodošli na naši fakulteti. Upam, da se oktobra vidimo. Rok, najlepša hvala. Pa bi mogoče zdaj kar našega dekana povabil k besedi. Hvala za to vprašanje, ki ste jih že napisali. Dajte jih še, bomo skušali odgovoriti zdaj v nadaljevanju. Ja, hvala Tadeju za besedo. Glavnem, hvala predvsem za vprašanje, kaj je in kako je s smerjo družinska terapija. Glejte, morate vedeti, vse terapije zahtevajo ogromno formacijo in ne morete na prvi stopnji, in kdor vam to obljublja, biti terapevt. To upam, da vsi vemo, delo s človekom je zahtevna stvar, je pa možno pri nas narediti celo vertikalo. Pomeni, terapija kot terapija je šele po magisteriju, da vi specializacijo naredite in specializirate, delate praktično in se potem usposobite za terapevta.
Prej na magistrski stopnji imamo pri nas zakonske in družinske študije, ki usposabljajo za to, da boste vi zmožni potem v specializaciji delati tako, kot je treba. Seveda vi morate pa do zakonskih in družinskih študij priti. Zato je treba se vpisati na prvo stopnjo in ravno zaradi tega je namenjen program prve stopnje, teološki in religijski študij, kjer dobite osnove v smislu razumevanja človeka, dobite osnove v smislu tradicije, odnosa tudi do vsega družin in zakona, parov, odnosov in hkrati tudi odnosa do presežnega. In moram reči, ker poznam seveda vse te študente, kot je Rok že omenil, nas ni veliko in to ima tudi slabosti, pomeni, da za vse veš, kje so in jih lahko vprašaš na vsakem vogalu, kako je. In kopica naših študentov, skoraj vsi iz prve stopnje teoloških in religijskih študij, gre na drugo stopnjo zakonskih in družinskih študijev in potem specializira in so izredno zadovoljni in tudi naši profesorji rečejo, da ti študentje, ki so prišli iz tega programa, pomeni prve stopenskega, se veliko bolj znajdejo v čisto preprostih vprašanjih, ko gre za človeka, niso tako ozki kot recimo morda, ker pridejo tudi z psihologije, pridejo tudi, vsi lahko pridejo na ta magistrski študij, ampak dejansko imajo ti dobro osnovo. Je pa tudi treba povedati, mi smo pripravljali in je skoraj že zaključeno, pa še ni prenova tega, da bo še bolj ta vertikala tudi na zunaj vidna. Vendar žal, zaradi časovnega in ukrepov NAKVIS-a, ko ni imel čas pregledati, smo morali za letos v razpisu umakniti to smer, ki bo v tem programu teološki in religijski študij. Vendar vi brez težav lahko začnete usposabljanje s vpisom na ta program in zaključite pač prvo stopnjo, potem se vpišete na drugo stopnjo in potem morate še zaključiti v tretji stopnji ZDT. To je ena stvar. Potem, če kar izkoristim besedo, to, kar je Miha vprašal, ker sam imam v prvem letniku teoloških in religijskih študij antropologijo, tako eno religijsko, mi se dotikamo, seveda zdaj prvič je treba vedeti, naše izhodišče, in tukaj imamo zelo jasne karte, naše izhodišče je temelj, gradimo na katoliški obliki krščanstva. Pomeni, tukaj je izhodišče in iz tega izhajamo. Potem pa seveda najprej je treba videti, da se ukvarjamo veliko pri vseh predmetih že z oblikami krščanstva, od pravoslavja, protestantizma takega in drugačnega. Že, če pogledam pri antropologiji, pa se ukvarjamo vsemi mogočimi oblikami verovanja, od azijskih do animističnih, od inuitov do afriških. Potem pa, kar pa imate v predmetniku obvezno in tiste, kar treba delati, to pa so islam, na tem se ogromno dela, veste zakaj, ker je zelo aktualen. Potem judovstvo, seveda, in to pri več predmetih, ne samo pri enem, ne moramo svetega pisma delati brez poznanja judovstva. Potem budizem, hinduizem, taoizem, konfucionizem, vse ta verstva morate študirati, ne da smete, ampak morate. Je pa seveda to prva stopnja. Če greste pa na drugo stopnjo, imamo pa poseben program in zato je dobro začeti na prvi stopnji, da potem na drugi stopnji pa res se lahko poglobite v verstva, ker imamo pa magistrski študij, religiologija in etika, kjer pa dejansko je namenjen samo študiju različnih verstev in seveda potem, kako to vpliva na neko družbeno življenje, etično obnašanje in tako naprej. To bi bilo, potem pa sem videl, za urnik bo pa verjetno kdo drug bolj pristojen, bosta vidva, Jerneja pa Miha, znala povedati. Ali pa Rok, da ti boš o odmorih še najboljš videl. Ker je vprašanje Mario postavil. Formalno glede urnika je stvar taka, da večina predavanj poteka v dopoldanskem času, tam nekje med 8 uro zjutraj in pa nekje do 12:45, potem je vmes pauza in če so predavanja popoldne, se običajno začnejo ob 2 popoldne, pa tja do 4, recimo, 5. Skratka, čisto odvisno od vsakoletne situacije in kako se potem te posamezni predmeti in ure razporedijo. Ampak večina je pa v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka,
Glede samih pavz je tako, da je v večini primerov najprej 45 minut predavanj in potem 15 minut pavza in tako naprej. Skratka, na vsako uro naj bi bila pavza. Lahko so pa te razporeditve tudi nekoliko drugačne, v smislu 2 uri skupaj, pa potem malo daljša pavza ali pa kako drugače. Skratka, načeloma je pavz kar nekaj. Zdaj, kako pa izgledajo, pa povabim Roka, da kaj več o tem pove. Ja, tako kot je Miha povedal, no, pač večinoma imamo 45-15 urnik, razen če gre za pač drugačen dogovor s profesorjem, pa pred 8, jaz mislim, da zdaj v 4 letih nisem še nikoli začel, razen če bi pač spet šlo za izreden dogovor po 5 uri, pa ravno tako. No. Jaz mislim, da sem imel en predmet, da je bil do 6, ampak to je šlo iz naše smeri, je bila prošnja, če bi lahko tisti dan, da smo pač podaljšali. Tako da urnik je dejansko zelo v redu. Tako da pač si dopoldan na fakulteti, popoldne imaš pa čas za študij oziroma druge stvari. Pač kakšen let se, kakšen predmet več nabere, pa logično je treba tudi popoldne stisniti, ampak glede na to, kako boste, če primerjate z naravoslovnimi fakultetami, boste videli, da imamo tukaj kar super urnik. Drugače pa je nič, odmori so pa, mogoče se vam je malo čuden zdi, da je pač 15 minut, ker zdaj prehajate iz 45-5, ampak na faksu je to malo drugače, se boste to hitro navadili. Odmori so pa fajn, se pravi, majhna fakulteta, vsi se med sabo poznamo, tako da odmori so pestri, pa pač priložnost za pogovore ob kavici. Krasno, hvala lepa. Zdaj v chatu nimamo aktualnih vprašanj več. Eno vprašanje se na doktorski študij nanaša, pa gospe ni več z nami, bo dobila odgovor po mailu. Če je še kakšno drugo vprašanje, ki bi ga mogoče izpostavili kar tako, ustno, v živo? V primeru, da v tem trenutku vprašanj nimate, vas lepo prosim, ne oklevajte se obrniti na kogarkoli od nas oziroma na referate. Fakultete so kljub temu, da imamo danes informativne dneve samo preko interneta odprte, vedno ste dobrodošli, katerakoli informacija oziroma težava bi vas pestila, pridite, bomo skupaj skušali najti rešitev. Zdaj, če vprašanj ni več, bi pa prosil našega dekana samo še za sklepno besedo. Hvala našemu prodekanu in hvala vam, da ste prisluhnili. Res je, da težko je takole nadaljavo vas na nek način povabiti, pa vendar vas vabim. Svet, v katerem živimo, potrebuje trdnih žena in trdne može, ki bodo vedeli, kje stojijo in kam gledajo. In če želite trdno stati na svojih nogah in vedeti, kam gledati in najdeti eno gotovost v življenju, vas vabim, da se tudi vpišete. Morda pri kakšnem predmetu ne boste ravno čutili, da odgovarjamo na to, ampak ko boste pogledali celoto, pa boste videli, da je celota res usmerjena v iskanje gotovosti v življenju in pogleda naprej. Pa dobrodošli tudi v živo na naši fakulteti.